Ustanovni kongres stranke bo 16. novembra v soboto v Mariboru. Stranka se bo poimenovala tako, kot ste vi pronicljivo že spraševali na novinarski konferenci ob mojem odstopu. Skratka, ime stranke bodo Demokrati. Ker na nek način poudarja to, kar želimo z to politično potjo predstaviti. Torej, politično širino, ki posluša, ki je jasno, katere reforme mora narediti in ki je zainteresirana ali pa katere primarna naloga je, da poišče soglasje za te reforme. Po ustanovitvi stranke se bo ustanovila poslanska skupina v Državnem zboru in potem tam, glede na članstvo, kjer bo možno ustanoviti svetniške skupine, seveda tudi svetniške skupine. Drži, da ste v svoje vrste povabili tudi Janija Prednika, vodjo poslanske skupine SD, ki pa je vašo ponudbo zavrnil? Ne, ne drži. Ne drži. Dejstvo, da te na levi imenujejo kot satelit nekoga na desni pa te imenujejo kot novi obraz Murgel, lahko kaže, da v bistvu obe strani v umanjkanju argumentov se začneta zatekati k temu etiketiranju. Razumem, da je po 25 letih članstva pri marsikomu nek dvom, ampak ravno zato ustanavljamo stranko sedaj, da bo še leto dni časa, kjer bodo ljudje lahko videli, na kakšen način sem si zamislil pač to politiko politične širine. Jaz vedno zagovarjam politično širino zaradi časa, v katerem živimo, v katerem smo se znašli, ko bo potrebno sprejeti reforme z široko podporo. Nam nič ne koristi, če v bistvu zato, ker se v recimo teh temah ne strinjamo, potem zaradi tega ne delamo reforme, kjer se pa strinjamo. Hkrati se pa zavedamo, da bomo v naši narodni zavesti morali narediti to, ampak bomo lažje naredili potem, ko bomo enkrat tudi v politični prostor pripeljali sodelovanje kot neko normalno obliko političnega delovanja. Če je transparentnost za vas vrednota, nam potem razkrite 10 največjih donatorjev platforme sodelovanja, kdo so in koliko denarja so dali. Na spletni strani platforme namreč poziv k zbiranju donacij. Po naših informacijah pa nekateri ljudje v vašem imenu agresivno in zelo na široko nagovarjajo podjetja k donacijam. Kdo vas torej finančno podpira? Koliko donacij ste doslej zbrali in kdo so kurirji, ki v vašem imenu novačijo denar? Zdaj lahko pa povem, da smo dali prvi zagonski kapital člani platforme in tudi podjetja, ki so v pač lasti teh članov. Tako da za začetek je bilo to, drži pa ne, da mi kakorkoli na nek način lovimo sredstva na ta način. Poleg desno-sredinske vlade ste vnaprej izključili tudi sodelovanje z Levico in z Robertom Golobom oziroma Svobodo. Ne, z Robertom Golobom nisem izločil nobene sodelovanje. Nekaj, kar ste rekli v tedenskem safariju. Torej, vprašanje voditeljev je bilo, zmagate na volitvah in vaš prvi klic bo na nasprotni pol. Recimo, je ta klic Robertu Golobu, ker je še vedno največja stranka na levi strani. Si predstavljate po vseh zgodah in nezgodah zadnjih 2 let, da bi sodelovali v vladi z njim, ali pa se vam to zdi tako nemogoče, da to že vnaprej izključujete? Vnaprej izključujem. Torej? Ne, naprej ne izključujem. Zagotovo sem to rekel. Vnaprej izključujem. Vnaprej izključujem in ste nasmejali. Ne, zagotovo. Vnaprej ne izključujem. Vnaprej izključujem. Vnaprej izključujem. Vnaprej izključujem. Vnaprej ne izključujem. Tako.